Poglejmo si evro. To ni le denar, ampak simbol enotnosti za milijone ljudi. Vsak dan ga namreč uporablja več kot 350 milijonov Evropejcev. To so države evroobmočja, ampak kako se je vse skupaj sploh začelo? Šlo je za res ambiciozen poskus. Poglejmo si zgodbo o evru. Najprej osnove. In ja, evro je res več kot samo denar. Za njegovo stabilnost skrbi Evropska centralna banka. Deli pa se na 100 centov. Zanimivo, celo sama oblika bankovcev nosi prav posebno sporočilo. Okna in vrata spredaj pomenijo odprtost, mostovi zadaj pa komunikacijo med narodi. Ampak zakaj sploh enotna valuta? No, poglejmo si malo zgodovine. Pred evrom je bilo potovanje precej zapleteno. Prestop meje je pomenil menjavo denarja. Vizija je bila jasna, poenostaviti trgovino in ustvariti močan enoten trg. Ampak kako uvesti novo valuto za celo celino? To seveda ni šlo čez noč. Vse se je začelo leta 1992, gotovina pa je prišla v obtok šele desetletje kasneje. A pot evra ni bila brez ovir. Kmalu je prišla prva velika preizkušnja. Svetovna finančna kriza je namreč močno udarila tudi v samo evroobmočje. Temu rečemo kriza državnega dolga, torej, ko država ne more odplačati svojih dolgov. Več držav, kot na primer Grčija in Irska, se je znašlo v hudih težavah. Kljub vsemu pa je evro preživel in njegov vpliv v svetu je še vedno ogromen. Centralne banke po vsem svetu ga namreč hranijo kot del svojih deviznih rezerv. Dolar je sicer še vedno na prvem mestu, ampak evro zaseda pomemben delež. Vpliv evra pa sega še dlje, saj mnoge države svojo valuto vežejo na njan. To prinaša stabilnost več kot 200 milijonom ljudem, tudi izven evroobmočja. Ključno je torej to, evro ni le finančni, ampak tudi velik politični projekt. Prihodnost tega edinstvenega eksperimenta ostaja odprta in bo krojila usodo Evrope.